Pogled v znanost. Zato, ker je pred 5 leti izdani Atlas ptic Slovenije že razprodan, smo se odločili za ponovitev takrat nastalega daljšega pogovora v 2 delih s članoma izdajatelja Atlasa iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic, varstvenima ekologoma Katarino Denac in Tomažem Miheličem. Prvega v začetku meseca že lahko priklikate na naših spletnih platformah. V nadaljevanju pogovora, ki ga je pripravil Blaž Mazij, gosta med drugim povesta, zakaj so uredniki zabrisali prikaz poseljenosti ptic, kot so na primer velika uharica, planinski orel, sokol selec, črna štorklja in orel kačar. Sogovornika osvetlita tudi pomembnost poznavanja stanja ptic, ki je dejansko pokazatelj stanja okolja. Gospod Mihelič, če vzamem v roke Atlas ptic Slovenije, pogledam, kje recimo se nahaja velika uharica, kakšne možnosti imam, vem, da je to provokativno vprašanje, da če odidem na to območje, da dejansko opazim, predvsem pa me zanima, kako naj se obnašam pri tem. Zelo dobro, da ste zbrali veliko uharico, zato ker smo mi ravno zaradi mogoče navala fotografov, mogoče tudi kakšnih drugih 5 vrst malenkost zabrisali. To pomeni, da smo prikazali njeno razširjenost sam na nivoju 10x10 km. Se pravi, vi se boste, ko boste odprli veliko uharico v njej ogromen naučili, boste videli tudi primerjalno karto, pa to karto razširjenosti, ampak za 5 vrst najbolj občutljivih, bi rekel, na vznemirjenje na gnezdiščih, to so velika uharica, planinski orel, sokol selc, črna štorklja, pa kačar, orel kačar. Za te smo se odrekli nivoju 2x2 km, ampak smo ga dali na 10x10 km, ravno zato, da ne bi povzročili, bi rekel, navala snemanja, slikanja ob gnezdih. Vsem, če hočete veliko uharico videti, slišati ali karkoli, je dober, če se boste v njej malo več pozanimali. Zakaj? Zelo hitro boste videli, da je ta vrsta recimo zelo pogosta na Krasu, pa tudi v zadnjem času odkrita v severovzhodni Sloveniji, ampak vrsta ima toliko enih specifik, da če boste šli vi recimo sred dneva nekam, jo zagotovo ne boste slišali. Tudi če boste šli po noč, ne vem, avgusta, jo ne boste slišali. Se pravi, vedeti morate pri vrsti vseeno, pri tej govorim, kdaj se oglaša, kje jo iskati, to je specifika uharice. Medtem ko pri kakšnih drugih vrstah, če boste recimo hoteli videti, kje vije glavko, ali pa če boste hoteli videti skalnega strnada, ki je zelo specifičen samo v tem našem kraškem, primorskem delu, imate pa velike šanse. To so, bi rekel, lokalno bolj pogoste vrste, ki imajo specifično razširjanje. Tudi če hočete videti pogorelčka, vzamete karto pa vidite, največje gostote pogorelčka imamo mi recimo v Posočju, se pravi, tja ga grem iskat. Vsem bo fajn, če preberete poglavje o habitatu, da ga ne boste iskali v njih smrekovih gozdovih, ampak boste vedeli, da rabite neke naselja s sadovnjaki in vsem tem in boste dobili že zelo dobro predstavo, da boste šli recimo, jaz trdim, da največ pogorelčkov pojejo čez Soči, v Posočju. Tam se vam lahko zgodi samo to, da ste še toliko neuki, da greste recimo tja septembra, oktobra, ko se oni že odselijo v Afriko. Ampak Atlas je glede tega res odličen pripomoček. Zanima me, zakaj se Atlas osredotoča na gnezdilke. Prej ste omenili Ormoške lagune in Škocjanski zatok, kjer se na počitku, ne na gnezdenju, ustavi veliko ptic, ki potujejo po svojih migracijskih poteh. A je to nekakšno pravilo ornitologiji, da ptica, ki gnezdi, tista ptica pripada neki državi? Mislim, na nek način ja, čeprav so seveda naše tudi tiste vrste, ki se čez naše kraje selijo in pa tiste, ki pri nas prezimujejo. So pa seveda metode popisa gnezdilk popolnoma drugačne kot za vrste, na primer na selitvi ali pa v času prezimovanja. Jaz bi rekla, da mogoče še najtežje so, v bistvu ne sama metoda popisa za čas selitve, se pravi, smo na neki točki, opravljamo popise s teleskopom, daljnogledom, kakorkoli, ampak potem ta interpretacija rezultatov. Vzemimo na primer močvirskega martinca. To je vrsta, ki se lahko seli v izjemno velikih jatah. Obdobje selitve je seveda spomladansko in jesensko in traja na pomladi in jeseni vsaj 1 mesec, če ne
celo več, verjetno še kaj več. In v tem času se seveda na istem območju, naprimer vzemo za primer kar Ormoške lagune, ki so tipična postojanka za močvirskega martinca, se zvrsti seveda več tisoč osebkov. Ampak ko vi štejete, naprimer, rekla zdaj 15. septembra, pa jih vidite jato 300, pa potem, ko štejete čez en teden, pa vidite jato 250, ne morete vedeti, da so to isti osebki ali ne. Se pravi, problem je tukaj vedno izračun velikosti te selitvene populacije. Za nekatere vrste obstajajo študije, ki so recimo ptice barvno obročkali in potem iz tedna v teden ali pa na vsakih nekaj dni šteli na istem območju, pa ugotavljali, koliko teh obročkanih ptic je še na območju, koliko jih je pa zginilo, in so potem izračunavali tako imenovani ta turnover rate, se pravi v bistvu, koliko se jih zamenja iz tedna v teden, in se potem da neke faktorje ven tukaj računati, pa potem na podlagi števnih podatkov izračunati, kolikšna populacija je šla tekom cele sezone čez, ampak za večino vrst pa v bistvu ti rati niso zaračunani, ti faktori, da bi lahko ocenili velikost. Prej ste omenili, da s telemetrično ovratnico spremljate veliko uharico. Kaj ste odkrili v vsem tem času, ko jo spremljate? Telemetrija zmeraj postreže z enormno količino nam popolnoma novih podatkov, zato ker je to res en čisto nov svet. Se pravi, ta uharica je v bistvu praktično vsak čas v noči vemo točno, kje je bila, ker posname lokacijo. In z tega se glih z vidika varstva ogromno naučimo. Zdaj, v zadnjem času se to razvija na več vrstah, ne samo na uharci, in preko povsod je neverjetno. Recimo z uharco bi rekel tisto osnoven princip, koliko veliki so teritoriji, kje je gnezdišče, kje so te stvari so nam bile že prej jasne, ampak zdaj vidimo, kaj v teritoriju ona dejansko uporablja. Vidi se, da znotraj njenega teritorija, ki je ogroman, to je 10 kvadratnih kilometrov, je, da ona v bistvu specifično lovi na zelo, zelo malo območjih, na nekih vrtičkih, ob enih hišah, kjer mogoče računa tudi na podgane, na take stvari. To se zdaj zelo lepo pokaže. Zdaj mi bomo računali tudi ta čas zadrževanja na daljnovodih in pride ne samo do vasi, pride po noči, če je mirno, tudi v industrijske cone, bi rekel, skoraj v mesta lahko. Leti lahko zelo daleč. Ona je velik oportunist, kar se hrane tiče. Tam, kjer je hrane veliko, tja bo šla. In če je uspešna, se bo tja vračala. Tako da imamo primer, da lahko ena uharica lovi z ene strehe, ene farme, podgane, kot smo bi rekel, dešifrirali, kaj je tam lovila, praktično en mesec, skoraj vsako noč. To je neverjetno, koliko informacij da ta telemetrija. Recimo v bistvu je upravljala urbanistično ekosistemsko storitev. Ja, definitivno. Zelo podobna zgodba. Zdaj pred kratkim smo opremili 6 jastrebov beloglavih na temle mrhovišču v Italiji in te jastrebi so zapisali neverjetne zgodbe. Recimo jastreb je šel v parih dneh 3-krat iz Italije na Cres pa nazaj. Dobesedno tako kot sprehod za malco. Zakaj tako radi letijo na Cres? Na Cresu je kar nekaj hrane, za njih tam tudi gnezdijo, na to območje so navezani, se pravi, tisto je njihovo gnezdišče. Drugač pa pač vir hrane je pa ravno spet ta na vznožju Karnijskih Alp, to mrhovišče, Lago di Cornino v rezervatu. Tukaj vidimo, da ta razdalja, 200 km, da je za njih praktično, oni točno vejo, kam letijo. Recimo, zdaj smo imeli primer jastreba, ko je zjutraj štartov na Cresu, je šel prek Krka, volov je rebri Nanosa na Krn, potem je šel vmes še jest na to mrhovišče, ki sem ga prej opisal, potem je pa zaključil večer okrog Glosgloknerja. Sprav, to je vse preletel v enem dnevu z veliko lahkoto. Seveda si oni pomagajo z termiko, z temi zračnimi masami in glih za to recimo se je zelo lepo pokazali, koliko so te grebeni, recimo volovja reber, za njih pomembni. In ta je zdaj zelo lepo zarisal, kako on leti. Kljub temu, da društva, kot je tudi Slovensko društvo za opazovanje in proučevanje ptic, že desetletja v bistvu ozaveščajo javnost, jo opozarjajo, se je pred meseci zgodilo, da so v Črni gori, če se ne motim, ustrelili beloglavega jastreba. Zakaj še vedno prihaja do tega? Gre za trofeje, gre za neznanje ali preprosto pač ljudi, ki nimajo nekega moralnega odnosa do tako ogroženih vrst, kot je ta?
S tem, da je bil ta jastreb opremljen tudi z telemetrično ovratnico, tako ste vedeli, ne? Iste sheme opremljanja, se pravi znotraj tega Interreg projekta Like, smo opremljali mi in Hrvati jastrebe. Seveda, če ne bi bil opremljen s telemetrijo, mi tega sploh ne bi zaznali, zato ker pač ta jastreb je bil ustreljen v Ulcinskih solinah v Črni gori. Dejstvo je, da Črna gora, pa nasplošno cel ta sredozemski obroč, da je do ptic zelo surov, kar se tiče streljanja, kar se tiče lova v mreže, za različne potrebe, od hrane do kletkarjenja, do trofej, v bistvu za več stvari, od tega, da jih imajo ljudje doma za, bi rekel, kot neke hišne ljubljenčke, do tega, da eni kupujejo žive ptiče, za različne namene. Skratka, to je en izraz, no, ko sem ga kar tako uporabil, pa ne vem, če je splošno zakoreninjen, ampak pač preprodajo ptičev. V Črni gori je sigurno veliko razlogov, zakaj. Od tega, bi rekel, tam je neverjetno veliko ilegalnega lova na ptice, sploh na te vodne ptice. In to se je dogajalo recimo ravno tam, kjer je v Ulcinskih solinah se dogaja veliko krivolova na vodne ptice. Znano pa je, da te lovci v bistvu streljajo praktično na vse, kar pride. In ta jastreb je prišel tam mem in jo skupil. Zdaj, mogoče je bila ena od lastnosti tega jastreba, to je bil jastreb iz azila, se pravi, kot mlad je bil prenešen v azil, potem pa opremljen na Cresu s tem oddajnikom in zaradi tega, ker je bil ta osebek dolg časa pač v azilu, je malo izgubil tisto zelo dolgo ubežno razdaljo, kot jo imajo ponovadi jastrebi, orli in vse, in kar jih, nažalost, je glavno ta lastnost tista, ki jih še vedno ohranja, da vrste funkcionirajo, mora biti tako plašne, da se v bistvu dlje od streljne razdalje gibajo človeka. Ta osebek pa tega ni imel in seveda takoj skupil. Kaj se zgodi z vsemi pticami, ki jih nezakonito ulovijo? Ker najbrž neko povpraševanje po pticah, sklepam, za kulinarične namene je, da se dogaja tudi nek krivolov in tihotapljenje ptic. Se pravi, gonilo tega sta sigurno, bi rekel, kar se kulinarike ptic tiče, Francija pa Italija. In mi opažamo, da ogromno ptic potuje, bi rekel, iz držav bivše Jugoslavije, kjer je očitno pregled nad tem, kaj se dogaja na terenu, slabši kot, bi rekel, nekje v zahodnji Evropi in da je to nek vir tega krivolova in potem ta tranzit čez Slovenijo, odkritih je bilo na tisoče teh ptičev, ki potujejo. Kulinaričen vidik je meni nerazumljiv, ampak neverjetno razširjen v Italiji in Franciji. Se pravi, sploh ena zelo ogrožena vrsta, ki smo jo prej omenjali, vrtni strnat, je bil na samem vrhu tega. Ljudje so bili pripravljeni plačevati enormne vsote, ne. Celo eden od bivših francoskih predsednikov, ne, so bile pokazane neke povezave, da je, bi rekel, to odobraval. To so bile stvari, ki so bile tradicionalno noter pri njih zapisane in jih danes očitno še vedno nekje v podzemlju forsirajo. Ne. Nam to nerazumljivo, ampak očitno pa toliko prisotno, da tudi tega, ko ne iščemo sistematično, naletimo na ogromne številke, se pravi na tisoče in tisoče pobitih ptičev, ravno zaradi kulinarike. Ta kulinarika je res nerazumljiva na trenutke, no, zato ker recimo obstajajo take specialitete, kot so na primer pašteta iz jezikov od pevk ali pa črevesje od sloke. Sloka se hrani z deževniki in pač tisto, kar ostane po njeni prebavi, tisto se tudi smatra kot specialiteta. Tukaj gre najbolj za neko obliko pač gastronomske perverzije. Ja. Gospod Dinac, nepoznavalci imamo, kot pokaže atlas, ko ga prelistamo, povsem napačen vtis, katerih ptic je največ in katerih manj. Pač prepričani smo vsi, da je vran preveč, golobi so nadloga, največ je pa gotovo vrabcev. To zato, ker so to vse tri, ki ste jih našteli, so v bistvu vrste, ki bivajo v človeških bivališčih ali pa saj v njihovi neposredni bližini in seveda z njimi ljudje najpogosteje pridemo v stik. Ne. Pri vrani je seveda še ta moment, da to je lovna vrsta, ki se jo sicer en del leta v času gnezditve ne sme loviti, sicer pa. In vrane so izjemno bistre ptice, tako kot je Tomaž že rekel, se pravi, živijo v nekih večjih skupinah, se zelo hitro učijo, znanje prenašajo pač od ene do druge zelo hitro.
živijo. In vrane so v bistvu ugotovile, da imajo v mestih mir. To pa zato, ker seveda v mestih je lov prepovedano izvajati, prepovedano je streljati in hkrati v mestih imajo tudi kar precej virov hrane, se pravi razna, tukaj imajo ljudje ljubljenčke, pa jim nastavljajo hrano ali pa razni smetnjaki, tako da v bistvu tukaj imajo vse tisto, kar potrebujejo, drevesa za gnezdanje, hrano in pa mir pred lovci. Zato verjetno ljudje dojemajo vrano kot zelo pogosto ali pa mogoče celo preveč številčno in iz istega razloga vrabca, se pravi, ker se z njim pogosto srečujejo. Medtem ko dejansko so pa najpogostejše kakšne vrste, ki jih srečamo predvsem recimo v gozdovih ali pa v nekih grmiščih in ki niti ni nujno, da so tako zelo lahko opazne, naprimer črnoglavka. Še kakšne, ki so številčnejše od teh, za katere smo pripričani? Taščica, ščinkavec, kos, te so vsekakor bolj številčne. Ja. Moram vas vprašati, kaj pa kormorani? Je kormoran tudi zastopan v atlasu? Smo zelo veseli in ponosni, da je, končno. Zakaj? Kormoran je ena od vrst, ki je v zadnjem času številčno porastu, pa ne zato, ker bi ga ščitili, ampak zato, ker ga manj preganjamo, kot smo ga včasih. Se pravi, to so bile vrste, ki so bile enormno zdesetkane. Ljudje so jih takrat še klasificirali kot škodljivce, danes se tem pogledom izogibamo, v našem, bi rekel, novejšem pogledu do narave. Zaradi, bi rekel, predvsem zaščite tudi na gnezdiščih na severu Evrope je vrsta se toliko ukrepila, da prihaja k nam na prizimovanje skozi večjem številu. Imamo pa zdaj že celo primer, ko je začel gnezditi, sicer samo na eni lokaciji v Sloveniji, se pravi še vedno večina populacije, cela populacija, ki je pri nas praktično samo po zimi, pri nas prizimuje in se potem vrne na gnezdišča. Se pravi, kormoran je od nekdaj bil slovenska vrsta, se pravi, vsaj kot prizimovalka, zelo... Napačno prepričanje, da je tu šele 15 let. Ne, povsem napačno. Seveda je pa to prepričanje med laično javnostjo razumljivo, ker je bila prej vrsta tako redka, da jo enostavno niso poznali. In če vi vprašate enega, kormorani so šele zdaj, to včasih ni bilo. Tega res včasih ni bilo, ker je bila vrsta tako preganjana. Vse podobno se dogaja recimo tudi z vrano. Vrana je bila od nekdaj karakterizirana kot škodljivka. Ljudje so strupili jajca, nastavljali strup v jajca za hrano vranam. Na srečo je bilo to pol, mislim, da po 2. svetovni vojni prepovedan, zato ker je bilo veliko tudi človeških žrtev zaradi tega. Pač to so take metode, ki danes nikakor niso sprejemljive. In število je začelo rasti, recimo vzporedno z njim krokar, ker enostavno vrsta ne more dosegati nekih gostot, če jo človek aktivno strupi, to je jasno. Zaradi tega so te spremembe in kormoran je isti. Pri kormoranu pa moram povedati to, da to je vrsta, ki v naravnih habitatih funkcionira ekstremno dobro, skupaj s populacijami rib. Nobena vrsta ni ratala tako, da bi lahko iztrebljala populacije, ker drugač vrste že davno ne bi bilo. Tle je pa ta nesrečen primer, da kormoran seveda v rekah takih, kot jih imamo in s takimi ribami, kot jih imamo, lahko močno posega. Ampak to je tako, kot da bi se mi lotili reševati problematike na čist napačnem koncu. Skratka, če bomo zrihtali, da bodo naše reke bolj naravne, da bodo populacije rib v njih bolj naravne, bo sobivanje s kormoranom bistveno lažje. Torej, ptice odstirajo različne odtenke stanja okolja, predvsem niso krive za stanje v okolju, ampak kažejo, kje so nevralgične točke. Je novi atlas ptic Slovenije, gospod Denac, po vašem mnenju orodje oziroma skupek argumentov, s katerimi lahko Društvo za opazovanje in proučevanje ptic pride do odločevalcev, kar se tiče kmetijskih in okoljskih politik in reče, predlagamo to in to, in kakšne so vaše izkušnje recimo s tem dialogom z državo? Vsekakor je atlas eno tako orodje, zato ker se iz njega lepo vidi, kje so sploh razširjene posamezne vrste, vidi se, kako so redke oziroma neredke. Se pravi, imamo nesporen argument, da je treba za nekatere vrste nekaj ukreniti.
Poleg tega je noter v atlasu zbrano res povzetek enega slovenskega znanja o posamezni vrsti in definitivno lahko služi kot en argument za našo politiko, predvsem recimo kmetijsko ali pa gozdarsko politiko. Je pa seveda tako, da mora biti znanje atlasa vedno dopolnjeno z nekimi bolj specifičnimi študijami, še tako kot je recimo Tomaž omenjal, z naprimer raznimi telemetrijskimi študijami ali kakšnimi drugimi ekološkimi študijami, ki dajo pa en še bolj podroben vpogled, ki ga seveda v atlasu pač nismo mogli v celoti zajeti, ker vseeno ne. Smo imeli neke omejitve, čist prostorske. Se mi zdi, da bi bila sam ta izkušnja, da z atlasom pridemo pred odločevalce, te izkušnje še ni, ker še nismo hodili do odločevalcev z njimi. Dejstvo je, da je, bi rekel, v našem delu veliko kontaktov z odločevalci in da se kaže, bi rekel, ena osnovna misel tukaj, da več kot imaš argumentov, pa manj kot oni vidijo možnosti, da te bodo obvozili, bolj te poslušajo. Ne? Se pravi, dejstvo je, da štejejo argumenti. Jaz se tudi zelo veselim tega, da se bomo počasi naučili poslušati stroko na strokovnih stvareh, da bomo gradili na zaupanju, ne? Ker bi rekel, v preteklosti nas izkušnje učijo, da bi rekel, sploh ta varstvena biologija, ne, o pogajanjih z neko infrastrukturo, z vsem tem, se pravi, da lahko energetiki govorijo, kaj je za ptiče dobro, kaj ni, nikakor pa ni mogel nek biolog govoriti, kaj je za energetiko dobro in kaj ni, in da bomo prišli končno do tega nivoja nekega kulturnega dialoga, zaupanja. Če bomo šli v tej smeri, da bo pač atlas zelo težek argument, bistveno več kot trokilski, zato ker, bi rekel, tacga dela ni zelo blizu za prijeto roko. Antropološka misel pravi, da krajev, ki jih ni na zemljevidu, pač ni. Zadnje vprašanje v oddaji Pogled v znanosti je, kakšno prihodnost vidite za slovenske vrste ptic, slovenske v tem pomenu, o katerem smo se pogovarjali v današnji oddaji. Jaz sem mogoče po značaju malo pesimista, tako da moram reči, da se mi zdi, da nekaterim vrstam se ne piše prav dobro. Tomaž je danes že omenil nekatere takšne, ki bodo zelo verjetno izginile in tiste se bojim, da verjetno res bodo izginile. Potem imamo pa tukaj še celo plejado takšnih, ki jim danes še pravimo, da so pogoste, ampak že beležimo v bistvu njihove upade. Tako da verjetno se jim dolgoročno, se pravi v roku nadaljnjih 20-30 let ne piše nič kaj dobrega. Medtem ko nekatere vrste pa prosperirajo, to so pa vrste, ki niso izbirčne, kar se tiče gnezditvenega habitata, kar se tiče hrane, takšne bojo pa verjetno porasle in ljudje bojo potem pravzaprav še bolj nezadovoljni, ker bo vran še več, domačih vrabcev še več, medtem ko poljskih verjetno ne bomo mogli niti več opazovati, zato ker imajo pač drugačno ekologijo in ravno tako upadajo, golobov verjetno tudi še več, tako da to je moje mnenje. Jaz sem pa po naturi bolj optimist, ampak vseeno pri ptičih nisem zelo optimističen. Osnovno misel imam, da je najbolj neumen pričakovati veliko spremembo, delati pa isto. Skratka, s ptiči bo žal tako, ker ima človek tak enormen vpliv na habitate, kakor bomo pač mi delali z njimi. In če nam bo uspel ta kolesja, recimo kmetijske politike, gozdarske politike obrniti, bodo spremembe. Če pa teh kolesij ne bomo uspeli obrniti, se bodo pa trendi nadaljevali. To je logično tudi že zelo jasno pokazano. Sigurno bo šla pa smer, če se te stvari ne obrnejo v, bi rekel, neko prosperiranje generalistov, tistih, ki se znajdejo v zelo različnih okoljih in kjer je tudi naravovarstvena stroka enotna, da bi rekel, to niso tisti indikatorji nekega zdravega okolja, ki funkcionira. Zginili nam bodo pa specialisti. Gosta oddaje Pogled v znanost sta bila varstvena ornitologa Katarina Denac in Tomaž Mihelič. Prejšnjo oddajo, v kateri smo govorili o nastanku atlasa ptic Slovenije in kaj novi podatki sporočajo o stanju okolja pri nas, lahko poslušate na Arsovi spletni strani ali v podkastu. Oddajo sem pripravil Blaž Mazej.